Nacionalni nogometni center na Brdu pri Kranju je postal pomembno stičišče vseh, ki imajo radi nogomet. Posebna nadgradnja tako rekoč vsakodnevnega dogajanja so srečanja generacij, v tem primeru najmlajše, ki jo predstavljajo otroci iz vrtcev in ekipa naše članske reprezentance. Utrinek za spomini obenem morebitne prve iskrice, ki bodo na debudneže spodbudile, da čas za igro posvetijo prav nogometni žogi. Ja, mislim, to se mi zdi, so za vsakega neka najlepša leta, ko res igraš nogomet in delaš, kar želiš. Nogometne urice v vrtcih oziroma sodelovanje med vrtci in domačimi klubi je eden od projektov Nogometne zveze Slovenije z ambicioznim pogledom v prihodnost nogometa pri nas. Poteka 6. leto. Za otroke je sicer ena od iger, ki pa lahko predstavlja prve zametke vsega tistega, kar prinaša resnejše odraščanje z nogometno žogo. Na koncu leta se zberemo na Brdu in naredimo nekakšen zaključek, druženje z reprezentanti, slikanje in otroci se poizkusijo v spretnostnih poligonih, ustvarjalni delavnici, nekateri pa grejo na sprehod tukaj okoli v tem prelepem parku. Nogomet je seveda v vrtcih v prvi vrsti igra, takšna je tudi vadba s klubskimi trenerji. Na podoben način je bil zastavljen tudi obisk Brda. In seveda, k igranju nogometa spadajo tudi intervjuji po tekmah. Nogomet je zanimiv. Ko bojte žogo, pa da je z gole. Zato to igram, napadu pa v obrambi, ker da veliko golov. Nogomet pa je seveda zanimiv tudi iz drugih zornih kotov. Tudi v našem vrtcu dnevno, sploh kadar so kakšne reprezentančne tekme, se veliko o tem pogovarjajo. Hkrati sprašujejo, otroci so radovedni, vedoželjni, nekateri s svojimi starši veliko spremljajo. In to se seveda odraža, ko jih pobaramo o nogometnih imenih, ki jih poznajo. Neymarja, pa Mišija, pa Mbappéja, pa Ronaldota. Ti trije so Mbappé, ti so glavni, tako da slovenske se pa ne pogovarjajo toliko, ampak danes, ko smo pa tukaj, pa verjetno, da jih bo tudi to pritegnilo zelo, ker so jih spoznali reprezentante. Za slednje je bilo seveda druženje priložnost za kratek postanek na njihovi poti, ki se je morda začela na podoben način in nekega dne prerasla v poklicno. So res mladi otroci, ko res še nič ne razmišljajo, enostavno samo delajo, kar si želijo, kar jim pride na pamet. Tako da to je še težko reči, ampak se mi zdi, da bi bila lahko neka tudi spodbuda splošno. Spodbuda, ki pa je lahko odločilna pri poznejšem odločanju za športno pot. V široki paleti možnosti Nogometna zveza Slovenije skupaj z izbranimi vrtci in klubi ponuja svojo. Vsak petek in sredo odhajajo na treninge, trener Grega in njegova ekipa močno motivirajo naše otroke. Nogometna zveza pri tem pomaga z opremo, klub pa z trenerjem, ki pa potem skozi celo leto vadi na določenem vrtcu in jih kasneje povabi v klub tudi za vadbo v klubu. To je osnovni namen projekta Nogometne zveze Slovenije, ki pa je večplasten, pomemben tudi iz zornega kota splošnega razvoja otrok. Ne samo športni vidik, tudi socialni, tako da preko tega potem pridobivajo informacije, izkušnje in pa tisto, kar je najbolj pomembno, gibanje, kar je pa za predšolskega otroka zelo pomembno. Prav vsak otrok, ki ga bodo s pomočjo projekta navdušili za redno telesno aktivnost, bo zmaga za vse, ki so v njem združili moči. Tisti, ki se bodo nekega dne povsem zapisali nogometu, pa bodo seveda tudi svojevrstna potrditev zgodnjega prižiganja nogometnih iskric.